Živijo, jaz sem Boštjan Abr in to je podcast podrobnosti epizoda 111. Vsak mu ena enka, vsak mu en šus, en tebi pižamc, en pa tebi sultan, en pa meni. Jej, moj drug cvek v lifeu. Kaj to pomeni? V 12 letih, ko so šolanja, ko so se delile enice, je bila ena enica, je bila fizika, drugi letnik. Aha, to je to. To je to, ampak sem pa na faksu kar dobil dvojko pri fonetiki, kar je pomenilo, da sem moral 2 roka spustiti. No, to je enka, efektivno. Ni cvek, tehnično gledano ni cvek. Ja, to je res, ja, ampak ni pa daleč, no, gremo tako reči. Kak si bil pa tisti cveki, Anže? Mislim, v osnovni šoli dvomim, da kakšnega, srednja šola je pa druga zgodba. Se pridružujem tvojim. Ja. Na faksu pa nikoli nisem dvojke dobil. Jaz tudi še ne. Ja. Kako je šla seminarska, zaradi kjer si spustil prejšnji teden? Jo, zdaj sem jo dal, zdaj čakam, upam, da bo. No. Kaj je tema, a lahko vprašamo? People managing. Okay. Managing people, ja, tako da... Dobro to. Dobar. A si v PowerPointu ali v Keynote delu? Če seminarska, pa je sam tekst, to brez pa si Word si jo dal. V Wordu, ja. Že je živ, pa doš kakšne slikce poslal. Ja, da sem si imel slide, kakšno prezentacijo. Ampak, ja, okay. A je bil kaj stadi mogoče sužen strokovnjak? Ne, imeli smo v bistvu kar zanimivo temo, no, v bistvu tako sem rekel managing people, no, zdaj bil prvi, zdaj pa že moram naslednjega dela developing management effectiveness. Ja. Odlično. Ja. Pa še nekaj te moramo vprašati, Boki, glede na to, da te prejšnjič ni bilo, ko smo se pogovarjali o Stanu Leeju in o njegovih junakih, kjer je tvoj najljubši Marvel junak, to ljudi zanima. Te reč Batman, kaj DC? Ne, hotel sem reči Superman. To je tudi DC. Pa ne, jaz nisem bil nikoli neki full za te super junake, tako da... ja, Batman je cool, no, ajde, Batman recimo. Ok, v redu. Okay. Jaz bom to kupil. Čeprav ni Marvel, ampak tako je življenje. Ampak, okay. Ja. Kaj pa Mutant Teenage Ninja Turtles, a so Marvel? Ne. Oni so pa čist nekaj svojega. To je čist nekaj svojega. Če ne bi njih dal, če bi bili Marvel. Veš, toliko malo vemo o Marvelu, tako da bož, da mi ni bilo prejšnji teden. Ja, ok. Kaj bomo danes delali, ki in pižanca nav? Ne vem, jaz bom toliko tle, da povem admin, če mi dovolite. Tako. Aparatus.si, naše spletno domovanje, potem smo aparatus.si na Facebooku, kjer nas najdete tudi v skupini Aparatus, legitimna FB skupina, na Twitterjih pa smo Aparatus počrtaj si in seveda podrobnosti počrtaj si račun, ki ga vodi naš Twitter strokovnjak. Hashtag vprašaj podrobnosti, če imate kakšno vprašanje za nas, bomo redno odgovarjali na nja in pa seveda ta podcast podpri.si. Hvala. Zdaj tudi za ston ni treba več reči. Samo ta podcast, to je to. Okay, to pa zdaj ni že jazziranje, to pa zdaj že prav free impro jazz. Ja, to se mi da reči, ja, to je zdaj že minimalizem v skrajnost, ampak ja, čist skupam to. Boki, kam danes dela? Pogovarjali se bomo. Res? Kdo bi si mislil? Mogoče kakšen stavek več? Ne, škaj, kar nekaj je bilo vprašanje, če bomo še naredili kako Formula 1 epizodo. In glede na to, da je ravno danes, ko to snemamo, v bistvu končala letošnja sezona, v kateri je šokantno in presenetljivo zopet zmagal Mercedes na čelu z Lewis Hamiltonom, sem si rekel, zakaj pa ne, in v naše vrste povabil enega največjih fanatikov Formula 1 v Sloveniji, Kerim Vodnik. Boste sami slišali, zakaj. Tako da ja, malo bomo Formula 1 predebatirali. No? In ker jaz sem nazadnje enko videl v drugem letniku, bom rekel adijo. Tako da, fanta, lepo se majte, ker jaz nimam pojma, da je bilo res brez veze, da sem tukaj. Lahko pa dam napoved, naslednje leto zmaga Peugeot. Okay. Ali tekmuje, če ne, pa Dacia. Ja, Dacia. Mislim, da Dacia bo zmagala, jaz se strinjam s to ceno. Pižam spet vaditi za Brade 2, da mi bomo pa snemali naprej. Grem fisko ponavljati pa fonetko. Fanta, dobro se majta, pa uspešno na koncu, srečno pa vse te zadeve. Zmenen. Thanks. Anže, ti pa štarti zadevo.
Živijo, Kerim, ful hvala, da si vzel čas, da si uletel v podcast podrobnosti. Bilo je nekaj zahtev na to, da je že čas, da naredimo zopet eno epizodo na temo Formula 1 in glede na to, da se je danes, ko snemamo to, končala ta današnja sezona, pa zato, da si ti, ker si tudi prvak naše fantasy lige, že to ti nisem povedal. Ja. Tako da ne bi mogel biti bolj primernega gosta, no, kot pa enega največjih fanatikov Formule 1 v Sloveniji. Kerim, kje si? Ja, to najprej hvala za povabilo, no. Sem zelo vesel. Drugače pa ja, sezona je bila zelo zanimiva, tudi takole, ko smo mi šli v Budimpešto, pa to, tako da v bistvu vsak let se zelo veselim vsake sezone in letos je bilo zelo uspešno, v bistvu za vsakega gledalca, ne glede na to, za katero moštvo si. Mislim, da je imel mrzdo kdo videti, mislim, da je bilo veliko za videti in tudi ta slabša moštva so nekako priključila tem najboljšim. Razlike niso več tako gromozanske, kot so bile še par let nazaj in vse skupaj se gre, vse vrti v neko pravo smer. No, Sigurno, ja. A pol, vidva sta zmerom ta ekspedicija, ki greste v Budimpešto? Ja, to sem hotel zdaj malo več pisati. Ja. Prvo sem hotel tebe vprašati, že kdaj boš ti šel zraven enkrat? To moraš malo doživeti. Ja, vse vem, vse bi res mogel. da nam že prestane to, ne vem, kdaj smo govorili o F1, na podrobnostih, 7 let nazaj se zdi. Ja, ampak enkrat bi mogel iti zraven, sem da vidim to odblisno. Ja, zdaj smo šli že letos poleti, no, smo šli drugič v bistvu zapored na Madžarsko. In v bistvu so to kar malo zgodbe povezane, mislim, par takih štorij in baladori je to zraven. Smo ekipa, koliko nas je, Kerim, koliko nas je skupaj sploh? 6, koliko nas je 7? Ja, 6, 7, ja, tako je. Se pravi, Smiljan, Stane, Jure, ti, jaz, pa Andro, pa Simon Novak, ja, točno. Tako. In v bistvu najavimo kombi in pišemo, to je ona varianta, vozi Miško, Tako je. Stane si da gor papoče in piči 199 na avtocesti s kombijem in gremo, razumeš. In pol vedno najavimo tam, mislim vedno, zdaj že drugič pa verjamem, da nismo zadnjič eno hišo, tako par kilometrov ven z dirkališča, ker je ena zelo prijazna družina, madžarska. Mi ne znamo besede madžarsko, oni ne besede slovensko, ampak se vse zmenimo. Pa highlight tega je pa, ko nam gospod Madžar tako na vrtu v največjem možnem kanti kuha golaš, to je pa pol highlight. No, Zdaj vidim, zakaj ste šli drugič. Ja, definitivno. Točno to, ja. Formula 1 po nesreč. Ja, mislim, je to downside pri tem, ko smo pri tej zelo prijazni družini, ker pač moramo gledati njihove VHS kasete iz leta 84, kjer je v bistvu zelo tak štanc muzike, tak 1, 2, policaj, to. Pa sam slike so, tako slike se vrtijo, pa kažejo vse pretekle goste, ki so bili v njihovih hišah. Od raznih švabov, do raznih bajkerjev, do raznih ne vem koga, tako, in mi pač moramo to pogledati. To je pač ta downside, ki pride s tem. Pač moraš biti prijazen in to narediti. Traja pa tek 1 uro približno ta kaseta. Zdaj malo gremo nazaj v čas, kadar gremo na Madžarsko in mogoče tudi za vse tiste, ki še niso bili na Formule 1. Madžarska je pač taka zelo ugodna varianta, tudi tako finančno, ni zdaj celo premoženje. Pa v končni fazi tudi to, da lahko z neko običajno karto prideš na kakšen boljši pogled na dirkališče. Je v bistvu, na Madžarskem je to mogoče, za razliko od ostalih dirkališč, kjer v bistvu nimaš šans. Če kupaš pač neko to splošno karto, ta general admission, nimaš pogojev, da boš prišel na tribuno, medtem ko recimo na Madžarskem so naše izkušnje take, da se lahko... Anže, v Raganu smo bili v prvi vrsti. Ne rabimo se več parati pa držati nazaj. Tako, imeli smo karto za UPM, bili smo pa v prvi vrsti nasprot boksov. To bo vse, kar bom rekel. Pa tako je, tudi tako obe dirkališči, in avstrijsko in madžarsko, sta v bistvu zelo kratki, tako da se ga da peš prehodati in se lahko vidi potem iz večjih kotov same dirkalnike, stezo in tako naprej. Tako da zdaj recimo v Monci je steza zelo dolga,
dirkalniki imajo zelo visoke hitrosti in tam se v bistvu kot gledalec fizično vidiš bistveno manj kot recimo v Avstriji ali pa na Madžarskem. No. Tako da to je ena taka stvar, ki bi si jo lahko, tudi čist vikend varianta, mogoče za 100 evrov in evo, imaš super doživetje, no, za kogarkoli v bistvu. Kerim, sam iz tebe nikoli nisem vprašal, recimo, kako si ti sploh, da rečem temu, na rekojih pristal v Formuli 1? No? Ker zdaj skozi leta, ko smo se malo spoznali, v bistvu mi smo se na Twitterju vsi spoznali, to je najbolj zanimivo. Ne? Ja, tako je, tako. V bistvu vsa ta skupina, vsi te smo v bistvu nekako ratali čist naključno frendi na Twitterju in na koncu prišli do tega, da zdaj skupaj potujemo po Evropi. Mislim, imamo tudi plane še iti naprej, ne samo na Madžarskem, pa Avstriji, kjer smo že bili. Ampak kako si pa v bistvu ti prišel do tega, da ne samo da spremljaš Formulo 1, ampak da koncu tudi dejansko toliko stvari tudi veš. No. Mislim, fanatik biti je eno, ja, ampak vseeno, no, moraš imeti res neko posebno ljubezen do tega športa, da ga toliko štekaš. Ja, zelo zanimivo vprašanje. Ne? Jaz sem pač o tem razmišljal, ne, da bi me lahko to vprašal, ker v bistvu niti sam nisem o tem nikoli nič razmišljal. Ampak to je bilo čisto naravno. Jaz pač sem imel mogoče malo drugačno otroštvo, kot ga ima večina. In jaz sem se zelo veliko zapiral vase in kadar so bile po televiziji pač te dirke, sem bil pač presesan gor. No. Tako da že pri 5, 6, 7 letih in od takrat naprej iz leta v leto se to nadgraduje. In zdaj v bistvu v zadnjih letih, tam nekje, ko je pač internet postal globalen in ko je vse prišla ta masa podatkov, od takrat naprej v bistvu še bolj desesane. Tako da jaz mislim, da ne vem, če sem v življenju zamudil 2 dirki Formule 1, je bilo zelo veliko. No. Pa še tiste je bilo v bistvu tako, da je bilo povezan z otroki. No, ampak zdaj, ko si vidim te podatke, recimo, jaz sem časih, to smo že govorili takrat na epizodi, sem spremljal Formulo, potem vmes nekje med 2000 do skoraj 2015, skoraj nisem, 12-15 let sem imel vmes pauze, ko dejansko skoraj nič nisem spremljal. Tako mogoče opazil, kdo je zmagal na koncu sezone in take stvari, ampak dirk niti nisem gledal, ker niti nisem imel časa. Nekaj časa sem tudi živel v Ameriki v tem obdobju in tam je Formula 1 slabo se spremlja, pa sem malo zgubil ta stik, ampak prej sem imel te podatke. Kje so največje razlike pri teh, en poprečen fan dobija, veš, napram recimo prej, ko poznamo tisto obdobje zlato, da rečem temu obdobje, ne vem, Sena, pa potem Schumachera, ne, pa recimo zdaj, ne, si predstavljam, da razlike morajo biti velike, ampak kje so pa največje te razlike? Pri teh podatkih, ki jih lahko fan vidi oziroma razbere ven skozi to, kar dobi, kar je dosegljivo. V bistvu se dela že zelo veliko, zdaj v bistvu Formula 1 ima tudi že sama po sebi ta njihova domena f1.com, v bistvu 8 evrov na mesec je, v bistvu ti dajo, niso lih podatki telemetrije, ampak dobivaš podatke za sektor, imaš v bistvu 8 kamer, lahko v živo gledaš prek spleta. Potem tudi moštva sama, no. Mislim, da McLaren je neko obdobje dajo celo telemetrijo ven, ker so v bistvu čist tehnični podatki dirkalnika med samo dirko. Tako da, in pa seveda Twitter, se mi zdi, da se je ta Formula 1 zelo preselila na Twitter. Tako da tam je v bistvu te sami dirkači, pa tudi recimo jaz sledim enim parim od Pirellija, inženirjev za pneumatike, in tako naprej. Skratka, dobiš precej nekih informacij, ki jih nikoli nisi, ali pa mogoče kakšno sliko iz zakulisja in si to potem lahko malo bolj živo predstavljaš, mogoče, ali pa Instagram, recimo, koliko Hamilton dela na njemu. Tako da to so v bistvu te razlike, te glavne, ker včasih je bilo to tako zelo zaprt, sploh Ališič se je odločil, recimo, da bo Formula 1 predstavil v Sloveniji na nek tak glamorozen način, in je bilo to tako, vse na pol bogovi so te ljudje, ki so pač v okolu Formule 1. Danes vidimo pač, da so to bolj neki normalni ljudje, ki pa pač globalno delujejo, se pravi v letu jih večino časa ni doma, domove imajo po celem svetu in nekako živi z njimi, prek teh socialnih omrežij. No. Tako da sem kar presenečen, da so šli vsi, celo Kimi Raikkonen je šel. Tudi on ima na Instagramu zdaj profil čez 1 milijon sledilcev, tako da to je za enega gledalca. Finca. Pa tudi za vse gledalce, lahko zelo pristno potem tudi doživiš, kaj recimo dirkač doživlja čez nek vikend. Lahko je eno vprašanje. Imena fantasy ekip. Ne, misliš naše ali kaj?
Ne, v bistvu mi imamo čist tako vsak, nimamo vsak svoje ekipe, veš, ker pač. Škoda, ok. Mi pa šak sistem imamo, ne? Sistem imamo, da pač pred vsako dirko vsak določi, kdo bo pač zmagal kvalifikacije, kdo bo prvi, drugi, tretji na stopničkah, kdo bo imel najhitrejši krog, pa kdo bo ven z leto. In pol imamo nek sistem točkovan, ne? In fora je ta, ne? Tisti, ki zmaga, dobi pokal, lani ga je dobil Smiljan, lani ga je dobil, a sem prav rekel Smiljan? Andro, prvo leto ga dobil Smiljan, ne? Tako. Letos ga dobiš pa ti, Kerim. Ja. Ampak tisti, ki je zadnji, dobi pa pinki majico. Aha, ok. In tisti mora pinki majico pol nositi na dirkališču, ko gremo naslednje leto. Ponosno je mora nositi. Ja, v redu. Ja, Mislim, tudi ta postane pol pa F1 PR, ampak pustimo to zdaj. Ja, sem tako, pač mislim, dosti lame kazen v resnici. No. Dosti lame, ampak je zgodba zadaj, pustimo zdaj to. Zmeden. Ja, interna zadeva. Anže, ko boš to z nami, boš več zvedel. Ok, zmeden. Ne, to sem hotel reči, recimo omenil si Kimijo, Kerim, pa jaz vem, da Kimi ti je v bistvu tvoj priljubljen, tako driver, ampak kaj je okoli njega toliko zanimivega, da je, jaz zdaj, ko sem šel že na par dirka, da vidim, da vleče eno maso ljudi za sabo, navijačev, ampak on ni tisti klasičen, recimo, ne vem, Lewis Hamilton ali pa recimo, ne vem, Daniel Ricciardo, ki je nasmejan pred kamerami, pa ga imajo vsi radi in tako naprej, ko imaš ti, da rečem, v narekovajih lepotko te, veš? Ja. On je v bistvu čist poseben, noče dajati neki preveč intervjujev, hladni je, kratki odgovori, vsega ima poln kufer, tek se ti zdi, priljubljenost ima pa neverjetno, Pa bil je enkrat prvak, ampak ni on zdaj pa največja zvezda, pa najboljši voznik oziroma šofer, dirkalec, karkoli že vseh časov, On je v bistvu vrhunski, ni pa on Lewis Hamilton ali pa Schumacher ali pa tako naprej, ampak ima pa vseeno nek tak following, da je primerljiv z vsem tem, po svoje. Zakaj je to tako? Ja, zdaj tukaj je pač to bilo 1 uro, samo o tem govoril. Zdaj, kar se tiče Kimija, je stvar pač sledeča. Kimi je bil v življenju, ki je v bistvu postajal profesionalen dirkač, dosti izpostavljen. Se pravi, ni šel čez neko običajno šolanje, ker so v tistem času so se zelo upeljevala v te mlade dirkače, neka šolanja in pač razna testiranja. In Kimi Räikkönen je v bistvu prišel čisto na suh. Jaz sem to že nekaj na svojem blogu pisal. Gre pa v bistvu za to, da so ga nekako Zauberju v enem paketu nekih mladincev vzeli in Kimi je v bistvu prvi dan, ki je pelil, ni pelil nekaj dobro, tako kot si pač rekel. Ampak naslednji dan, ki je odvozil, je v bistvu odvozil 3-4 sekunde hitrejši od prejšnjega dne in s tem pokazal v bistvu neverjeten napredek v enem dnevu. In tisti, ki je za njim vozil na teh testiranjih v Mugellu, je bil Schumacher. In Schumacher je po koncu teh testiranj iskal Petra Zaubra in ga je spraševal, kdo je bil ta tip, ki je danes popoldne vozil z vami, mislim, za vas. In mi je rekel, to je bil Kimi Räikkönen, bla bla. In pol je bil tudi Peter Zauber nekako v neki dilemi, spet, zdaj poslušati Red Bull, ki je v zadnji pritisku svojim dirkačom, ali vzeti zdaj enega mladinca brez znarja, ampak načeloma hitrega. In Kimi Räikkönen velja v teh krogih, pač, ki so v Formuli 1 za en neverjeten naraven talent. Se pravi, naraven talent zato, ker Formula 1 ali pa dirkalniki Formula 1 so se v zadnjih letih toliko spremenili. Kimi Räikkönen je v Formula 1 praktično že 15-16 let, oziroma 20 počasno. In v vseh teh letih preživeti toliko menjav, se pravi dirkalnikov, načinov vožnje in skozi biti v vrhu, to v bistvu uspe samo najboljšim. In Kimi je, ne pozabiti, 2-kratni svetovni podprvak. On se je v bistvu 3-krat boril za naslov svetovnega prvaka, enkrat mu je uspel, 2-krat mu ni. Lahko bi bil tudi 3-krat svetovni prvak. Poleg tega zelo zanimiva zgodba z njim je, da je šel v bistvu vmes v Rally. V Rally je šel zato, ker so ga iz Ferrarija ven izločili zaradi nekih internih igric, ki so bile takrat v zadnji, in mu je Ferrari celo plačal, da ni dirkal. To je v bistvu spet en precedens v Formuli 1. Tega ni veliko. Ni veliko dirkačev v zgodovini Formule 1, ki jim je Ferrari plačal, da ne dirkajo, ker so s tem v bistvu nekako hoteli zagarantirati manj konkurence na trgu dirkačev. In ki je šel v Rally, ki je popolnoma tehnično nasprotje
Formule 1. Ne. Se pravi, če v Formule 1 drsi dirkalnik, jih dobiš šibo porit, ko prideš ven z dirkalnika, pri nekem ralliju mora dirkalnik drseti, ob sebi imaš kopilota in tako naprej. Tako da to so čisto različni svetovi in Kimi nima nobenega strahu to omenjati. In tukaj v zadnji je tudi ta, da nima nobenega strahu pred rezultatom, lahko je tudi te zadnje, ne mojo vse. In vsa ta naravna danost, ki jo ima, je v bistvu potegnila tudi množice, kam mrzdo tudi vid sebe v tem. Recimo, tista je znana, ki je bil v Lotusu v Abu Dhabiju in je se z inženirjem kregal in mu je nazaj rekel, pust me že namera, se bom jaz naredil, pač inženir je hotel mu samo dober, bili so na poti do zmage in inženir v ekipi Mark Slade mu je hotel pač povedati, da ne ogreva pneumatike in da ne sme temperature zgubljati in tako naprej in ki mi ga je nadrl, to je bilo prvič v zgodovini Formula 1 tako agresivno tudi nazaj rečena, da ji pust me že namer, kaj boš ti meni. Je že tako vse vem in ki mi je zmagal. Tako da, to je ta njegov naraven talent, ki pač bi bil lahko še dosti bolj uspešen, če bi zraven delal, če se ne bi toliko predajal pač lepotam življenja. Ampak Kimi se je odločil, da pač tak bo in tak je. In tudi zdaj, so vsi smo pričakovali, da bo zaključil kariero, ker je pač tudi že vmes rekel, da jo bo pri Ferrariju. Ampak ne, on je šel gladko do Sauber in se je tam zmenil in še 2 let bo vozil pri Sauberju. 2 leti ima še? Ja, in semeno. Ne, do 2020 je podpisal in celo pri Ferrariju so bili presenečeni. Super. Ja, Polga bomo še lahko spremljali. Dvojim, da bo se boril za stopničke, ampak ok. Ne, in tudi to je to, to je ta ljubezen do športa, pač vseeno mu je, tudi če se bo vozil 17, mu je v redu, tako da to je pač res ta odlika dirkača in se mi zdi, da to potegne množice, ko nekdo toliko izstopa, kot on s tem svojim odnosom in pa seveda to, da ne mu je uspel tudi povratek v Formula 1. Spet, isko je sedež, ni vedel, kako pa kaj pri tem povratku. In Erik Bolje, ki je bil takrat šef moštva Lotus, ga je v bistvu dal na testiranje, zraven je bil Ellison, zelo dober razvojnik dirkalnika in v 3 krogih, se pravi, če se zdaj razumemo, Kimi je 2 leti manjkal vmes v Formule 1 in ko je prišel na testiranja, je v 3. 4. krogu, pa so se dirkalniki vmes precej spremenili, enako pneumatike, bil na ritmu svetovnih prvakov, kar se tiče časa. Tako da to ni kar neki in to je spoštovanje, ki ga lahko dobiš samo na ta način in Kimi vsi spoštujejo, od inženirjev do navijačev, do pač kogarkoli že pač. Ja, dobro si, za tiste, ko mogoče ne pozna toliko, jaz nisem vedel toliko stvari o njem, da si mal povzel to zgodbo. Kaj smisel zdaj, če bi šli na hitro, mogoče samo glede na to, da je letošnja sezona končala in da je šokantno zmagal Lewis Hamilton, doben tega nisi upal napovedati ali pričakovati, pa bomo mogoče mal kasneje o tej predvidljivosti Formule 1. Sem mislil, da bi šli mogoče od zadnjega do najvišjega od ekip, pa mogoče mal pokomentirali voznike o šoferih. Kako je sploh prav? Jaz vedno se zmotim tu, ne vem sploh kaj, šofer, dirkač, kaj ne rečem? Dirkač, jaz rečem, da vse živo je. In sem mislil, da bi mal pokomentirali. No, pa če kar začnemo zadnji, recimo Williamsa, včasih ena najboljših ekip, v bistvu je bil nekako res ena vodilnih ekip sploh. Če se spomnim prav, pa me popravi, Nigel Mansell je bil pri Williamsu, pa tudi Senna, ki se v bistvu ponesrečil v dirkalniku Williamsa. Ampak oni so bili v bistvu, bom rekel, sila, force. In zdaj so v bistvu že kar nekaj časa čist na repu. Mogoče, kaj se dogaja, pa kaj lahko realno pričakujemo za naslednjo sezono. Mislim, se da pričakovati kak naskok, da saj recimo prideš bliže tistim 1., 5., 6., ali so še vedno bolj kot ne bojo obsojeni na to, da so na koncu. Verjetno je dosti povezano tudi z financami. Ja, veliko je povezano s financami, predvsem pa treba razumeti eno stvar. Formula 1 se trenutno vrti, trenutno je to stanje, okoli motorjev, se pravi, imamo 4 proizvajalce, Mercedes, Ferrari, Renault pa Honda. In vsako moštvo, ki ni tovarniško, se pravi, ne izdeluje samo motorja, recimo Williams, McLaren, Sauber, Force India, mora motor kupiti.
In že ko kupuje motor, ima eno težavo, namreč ne dobi najboljše specifikacije, ki jo tovarna ima. Tovarna ima najboljšo specifikacijo zase in tem ponavadi reče specifikacija A. Specifikacija B se pa proda tem moštvom. In zdaj neki handicapa je že v osnovi s tem motorjem. Druga stvar je pa to, recimo za Williams leta 2014-2015 so vozili čisto v redu, se pravi ta turbo doba, so bili kar v spredi, na kakšni dirki so celo v kvalifikacijah namahali Mercedes, potem je pa sledil ta padec. In zdaj, če gledamo po ljudeh, Williams nima slabe ekipe, daleč od tega. In trenutno jo vodi Paddy Lowe. Paddy Lowe je bil recimo zraven pri 3 naslovih Mercedesa v zadnjih letih in ni kar eden. In zdaj on vodi ta razvoj pri Williamsu in seveda ni pozabil, kako se naredi dober dirkalnik. Ampak dejstvo je, da Paddy Lowe je rekel, da so letos imeli preveč agresiven dirkalnik, aerodinamično preveč agresivno nastavljen in posledice so bile pač take, kot so bile. Seveda pa s to dirkaško ekipo oziroma zasedbo, ki jo ima Williams, pač ne morejo računati na kakšne uspehe, ker pač to je dejstvo, da sirotki in sir. No, sorry, ampak pri njih za prihodnost mislim pa bo zanimiv dirkač na 7 sezono. Če George Russell pa Kubica bosta dirkala. Zdaj Kubico sem poslušal na podcastu od Formule 1 in je povedal, kaj je največji problem. Največji problem je, da so se dirkalniki vmes toliko spremenili, da se mora učiti z nule Kubica. Ne zna voziti teh dirkalnikov, po domač povedano. Anže, to zgodbo poznaš od Kubice? Ne. Dobro, ker jim malo povej tako na hiter. To ima zanimivo zgodbo v bistvu, zakaj je on zanimiv. To tako na pogled, zdaj ko ga pogledaš v bistvu, čeprav seveda zaradi nesreče, ampak tako se mu zelo vidi tista poškodba, mogoče lahko to malo pišeš, ker mi zakaj je to zanimivo, da se on vrača nazaj v bistvu najvišje, najboljše tekmovanje. Kubica je bil en tak, bomo rekli, dirkač, ki je v bistvu bil v dobi Hamiltona pa Rosberga, pa skratka vseh teh super dirkačev že v mladosti. In oni so se srečali že na teh kartingih. In Kubica je bil edini, ki jih je v bistvu lomil, da tako rečeš. In Hamiltona, in Rosberga, in ostale, tudi Vettla. Tako da so bili nekako, so vedeli, da Robert je zelo, zelo hiter. In on je kar dobro v bistvu šel čez kariero tega mladinca. In je potem tudi v Formuli 1 zelo lepo napredoval, potem je pa prišla tista nesreča na Rallyu, ki ga v bistvu ni hotel voziti, to je bilo, mislim, da v Italiji, je pač se nesrečno razbil in si praktično uničil celo roko. In zdaj Robert bo vozil, v bistvu ta roka, vsak navaden smrtnik bi jo zgubil. Njemu so v zadnji uspel, zelo dober prijatelj Kubice je Alonso, ki je bil takrat zelo v zadnji in mu je zelo pomagal in v bistvu vsa ta stroka, vsi ti zdravniki, skratka vsi so se vključili, ker tukaj je Formula 1 kot ena taka velika družina in definitivno so mu rešili tisto roko, ampak ta roka pri Kubici je zelo omejeno gibljiva. In Robert bo v bistvu s pol roke dirkal, oziroma z eno pa pol roko zdaj dirkal v Formule 1. Zdaj, ali ga to moti? Prav, da ne. Rekel je, da ne, da se da to vse prilagoditi. Večji problema pa s tem, ker dirkalnika ne zna voziti. Namreč dirkalnik se v mestu spremenil, noter ima baterijo, 33 sekund na krog ima baterija teh 160 dodatnih konjev. In to je treba pravilno znati uporabljati. Tire management oziroma te gume, držati gume na temperaturi, jih ne preveč uničiti in tako naprej. Skratka, Formula 1 se je popolnoma spremenila v tem času. Ja, samo, kva? Baterija? Kva? Ja. To prvi slišim. Kva, res? Ja, dirkalnik Formula 1 ima pač baterijo, je pač hibrid. Ja. To res nisem vedel. Ja. Zelo bežno spremljam. To nisi vedel, kaj je to? Ne, res nisem vedel. Okay. Ja, noter je baterija, ki vsak krog omogoča teh 33 sekund, da se sproži 160 konjev iz te baterije. Baterija se polni na 2 načina. Eno je z zaviranjem dirkalnika
drugo je pa z vročim zrakom, ki prihaja iz turbopolnilnika. In ta dva dela polnita to baterijo vsak krog, tako da dirkač ima to na voljo. In zdaj ne more on to kar uporabljati, oziroma če on to nekaj po svoje uporablja, ni optimalno. In tlemo inženirji dosti pomagajo, dosti je tudi zdaj že sprogramiranega tega vsega, tako da dirkač v bistvu mora bolj inženirja poslušati. Skratka, zelo tehnično je postalo. Sploh, ko se to poveže z gumami. In gume so v bistvu trenutno glavna stvar v Formuli 1, pravzaprav poleg motorja, ker če jih malo preveč uničiš, si izven igre v smislu taktike. Tako da Kubica se je predvsem na tem pritoževal, kako zdaj to vse skupaj zajeti, in tudi tle ni mogel Williamsu dosti pomagati. Tako da se je v bistvu zdaj tudi učil in upa je na sedež naslednje leto in ga dobil. Tako da upravičeno, jaz mu zelo prvoščam, že zaradi življenjske zgodbe, poleg tega je pa hiter dirkač in Meni je v bistvu res fascinantno. Jaz ga pač tisti dobi, ko je on vozil Formula 1 nisem toliko spremljal. Smo se mi dali poleti, tudi ker smo se dosti pogovarjali o tem, o njemu pa o tej poškodbi oziroma nesreči. Res je fascinantno videti, ko pogledaš, ko recimo te njegove slike pa videti, kako hodi prav očitno se vidi ta poškodba roke, ki ima bolj kot ne, mislim, ne bom rekel, da ne more premikati, ampak se tako oranj vidi, pa veliko bolj suha je kot pa leva roka. Ja, mišic tudi ni. In že to je nek fenomen po svoje, v bistvu, da se on vrne nazaj v vozilo, ki gre 300 na uro in več. Da se mu to zaupa, konc koncev, kakšne finance so to noter upete in vsak kos dirkalnika verjetno stane velika, veš, da se mu zaupa vse to in konc koncev še v neko ekipo Williams, ki si želi priti nazaj na vrh. To je velik rizik, sigurno, ampak bo pa neka pozitivna zgodba naslednje sezone, saj upam, da bo. Ja, definitivno ima Williams boljša voznika kot letos. Tudi George Russell je v bistvu prvak Formule 2 in pač to je vrhunski voznik, tako da to je čisto druga zgodba, kot sem imel letos. Zdaj ne bomo predolgo, recimo Toro Rosso, Sauber, Force India, recimo tudi Haas do neke mere, vse ekipe, ki so tule nekje z določenim potencialom, mogoče recimo Sauber, ki ima Charles Leclerca, ki bo naslednje leto vozil za Ferrari. Mogoče besedo dve o njem kasneje, pa se dajmo, zdaj, če gremo še malo više, recimo staviti pri McLarenu, ker tu se moram, ker to je moja ekipa in tudi tam že. Ampak, Alonso zdaj zaključil kariero, saj naj bi čeprav sem danes videl intervju, da govori, da če bo 2020 prosti sedež in če ga bo mikalo, da se vrne nazaj nekje odvoziti polno sezono, da ne izključuje, da bi se celo vrnil. Kerim, daj mi malo spravi dobro voljo. Kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih v McLarenu? Ker to, da so v bistvu konstantno v spodnjem delu lestvice ali pa sploh zdaj v drugem delu sezone, ko enostavno niso mogli niti priti više od nekega 12. 10. mesta, kjer je bilo očitno, kot da bi nekako upali na to sezono in začeli se pripravljati na naslednjo. A je tule luč na koncu tunela ali ne? Ja, jaz ti bom povedal, kako mislim. Se pravi, trenutno jaz ne vidim. Definitivno je problem, da je Ron Dennis zaspal za volanom McLarena. Jaz sem šel tudi v blogu delati analizo, sem tudi pisal o McLarenu in v bistvu McLaren ima v zadnjih 4 letih najslabše rezultate v celi svoji zgodovini. Tako da, kaj je narobe? Ron Dennis je prepozno videl, da mu manjka motor. Prepozno je videl, da če ne bo, da bez specifikacijo motorja ne bo postal prvak, pa če še toliko hoče. In eno sezono so odpeljali na Mercedesu, to je bilo 2014, potem so šli pa na Hondo in ti se je bilo prepozno. Hondi so dali premalo časa in kaj se je zgodilo? Honda je zapustila to smer. Preveč je bilo pritiskov, preveč je bilo slabih rezultatov, preveč je bilo vse na silo. In zdaj so šli na Renault. Renault načeloma daje specifikacije okolja, ampak je motor podhranjen. Tako da, če zdaj gledamo iz surove moči motorja, McLaren nima nič za prihodnost. Oziroma, če bo, Renault nekaj naredil, v zadnjih 4 letih ni naredil nič. V smislu konkurenčne enote za dirke dobivati. Vidimo se, da se tudi Renault kvarijo in tako naprej. Tako da, ne vem. Zdaj, kar se pa tiče aerodinamike, so pa čist falili. Imajo pa tle še dodaten problem. Učenc oziroma desna roka Adrian Newey, to je Peter Prodomur,
je naredil nekako za moj okus preveč agresiven dirkalnik. Ne? In ta dirkalnik pobira preveč downforce, nimajo pa enote, ki bi jih pelala hitro čez kroge. In vse smo videli letos, ne? McLaren v kvalifikacijah, bolj ne zadnji, med dirko neki. Zdaj, ekipo, ki jo pripravljajo za naslednje leto, jaz mislim, da je dosti v redu. Sainz pa Lando Norris, enako kot pri Williamsu, dva vrhunska voznika. Sainza jaz osebno spoštujem, ker mislim, da je dosti podcenjen. Lando je pa itak že leto nazaj pokazal, da je hiter. Alonso ga je vzel v Ameriko letos tudi na neko vzdržljivost tekmo. Tako da ne vem, se mi zdi, da dirkalnik je poštiman. Mislim, dirkači so poštimani pri McLarenu. Inženirji vsekakor so poštimani. Denar imajo. Prišel bo še tale, kaj že, James Key od Toro Rossa, ki bo pomagal sestaviti nek boljši dirkalnik. Tako da na kadru delajo vse prav. Ampak manjka pa tisti koncept, manjka neko zasledovanje cilja in nikamor ne pridejo. No? Tako da zdaj ne vem, jaz mislim, da naslednje leto se bojo pravila tehnično malo spremenila, to je treba zelo na glas povedati. Zdaj, če bo McLaren tle kaj naredil, bomo pa videli. No. Jaz sem zadržan. A ti je všeč ta oranžna barva, drugače pa njih? Pa ne toliko, no. Anže, ti veš, da so oranžni oni zdaj? Oni to imajo non-stop že, ne, tako v detajli so, ne, oranžni. Jaz sem bili v tisti zlati eri, so bili pa, niso bili oni, kaj so že bili, Marlboro, belo-rdeči, a ni bilo to? Ja, ti si bil Marlboro, od McLaren je pa pač ta njihova kvazi oranžno-rdeča scena. Oranžen, ja. Sam dolgo niso bili, ne. To so bilo nekako back to the roots je bila ta varianta letos, ko so se v bistvu vrnili, ne. Ker še prejšnje leta so bili črno-rdeči, ali kaj so bili, ne. Ron Dennis kriv, ne, ker pač on je vedno rekel, da dirkalnik bo tako, kar bo sponzor povedal, ne. Tako da tak je pa tudi bil in ni bil nič tle s to barvo. Zdaj, Američani, ki vodijo to, so dali nazaj, mislim, Američani, ne vodijo to Američani, ampak šef moštva je Američan in njegova desna roka tudi je to malo bolj zdaj tako narejen za ljudi okoli. Vse dirkalnik je lep in tudi barvo so neko novo namešali, ki ni bilo, ampak ne vem, no, se mi zdi, da... Ok, no zdaj pa prej si omenil recimo mogoče Renault na hitro, da se kvari pa to, ne. Oni so kar naredili, da so oni lani, predlani, da so leteli nazaj v Formula 1 kot ekipa, ne. In so naredili so se kar postavili na mapo, da rečem temu tako, no. Čeprav ne vem, koliko je realno tule, da bi oni pa ogrozili, da rečem temu velike tri, no, Mercedes, Ferrari, Red Bulla, ne. A so oni, se lahko od njih kaj več pričakuje, misliš, glede na letošnjo bo neko solidno sezono, ki so imeli? Ja, pri Renaultu v zadnji je Alan Prost. Ne? Alan Prost ni en tak karedan, ampak točen ve, kva dela. Ko so zdaj zvabili tega Daniela Ricciarda v svoje vrste za naslednjo leto, ne? So mu tudi povedali, da ne bojo imeli zmagovalnega dirkalnika. Ne? Tako da ga oni sami ne pričakujejo. Tehnična ekipa v zadnji, ki se stavlja dirkalnik, je malo sporna v narekovajih. Pač to niso ljudje, ki bi v preteklosti bili neki uspešni ali pa pri nekih uspehih. Tako da bomo videli. Zdaj, Hulk je dober voznik, Ricciardo tudi. Tako da, ne vem, mislim, da prav čist na vrh ne bojo šli, no, bojo pa tam nekje v zadnji. Tle nekje pri McLarenu jih vidim, sej tako nekako je tudi letos. No. Ok, evo, zdaj pa veliki trije. Red Bull, Ferrari, Mercedes. Oziroma še preden, da gremo obdelati vsakega posebej, te bom kar takoj vprašal zdaj, kdo bo prvak naslednjo sezono? Ja, jaz bi upal, da bo Charles Leclerc, no? Oziroma bom navijal za njega. Wow, ok. Jaz mislim, da ima tako čisto realne šanse. Zdaj bomo pa videli, kaj bo Hamilton pokazal, no? Tako da tle nekje vidim boj. No, ampak recimo Red Bull letos je bil, za mene so bili oni v bistvu po svoje najbolj zanimiva ekipa, da temu tako rečem, no? Zato, ker tako pri Mercedesu kot pri Ferrariju si nekako vedel, da sta pač pri vrhu in sta pač bila na neki točki celo kazalo, da je Ferrari boljš kaže, potem je na koncu se pokazalo, da vendarle na dolgi rok, da je to bil Mercedes oziroma Lewis Hamilton, ampak najbolj zanimivo so bili pa v bistvu Max Verstappen, sploh pa Daniel Ricciardo, ki sta v bistvu mlada
eksplozivna oba. Se mi zdi, da je imel Ricardo veliko smole z motorjem, letos še ne bi bil veliko više. Ampak najbolj zanimiva sta bila pa ona dva od vseh. No. Ne vem, prav fajn jih je bilo spremljati. Kdo sploh pride na mesto Ricarda drugo leto v Red Bull? Gasly. Red Bull ima vedno tako, da svoje tam mlade pol vključi v glavno ekipo in Gasly si je to zaslužil. Tako Hartleyja je tako orenk prehitil. Tako da dvojec bo spet močen. V bistvu sta Gasly pa Verstappen sta zelo prijatelja, ne. Tako da me prav zanima, kako bo to šlo. To prijateljstvo ne bo dolgo trajalo, kot tega Maxa. Zdaj, kar se pa tiče Honde, ki prihaja v Toro Rosso, je pa stvar taka. Toro Rosso oziroma sam Red Bull ne dela nič slučajno in oni so v Toro Rosso letos vključili Hondo, predvsem iz tega stališča, da so pogledali motor, kakšen je. In ko so ga dali na Dino mizo, so ugotovili, da je motor po specifikaciji nekje zelo blizu Renaultove moči, kar je za njih dovolj. Zakaj so prevekslali? Predvsem zaradi tega, ker jim Renault ni dovolil šarati po mapah, se pravi elektronske nastavitve oziroma programiranje, medtem ko si Honda to dobesedno želi, ker Honda nekako McLaren je zdaj potisnil v Formula 1, 3 leta so v zadnji z razvojem motorja, imajo samo že od nekdaj eno moštvo, s katerim lahko to delajo. V primerjavi, ne vem, Mercedes ima 3 moštva, Ferrari 3 moštva, skratka, to so gore podatkov proti enem majhnem moštvu. In Honda bo naslednje leto prvič imela, odkar se je vrnila v Formula 1, 2 moštvi, dvojno preverjanje podatkov, 2 različni analogiji delovanja dirkalnika in Red Bull v zadnji, ki jim bo pomagal, tako da videli smo že letos, kako je Toro Rosso šel na nekaterih dirkah zelo dober. In ne vem, bomo videli, kaj bojo spravili skupaj. No. Tukaj je še manjši problem, tale Adrian Newey je sicer vrhunski dizajner, najboljši aerodinamik v Formuli 1, ampak on ponavadi za aerodinamiko žrtvuje tudi pozicijo motorja ali pa ne vem, malo morajo stlačiti pri Red Bullu potem te proizvajalci določene dele teh motorjev in kar ponavadi lahko pripelje do kakšnih dodatnih okvar, to sem hotel reči. Medtem ko Renault, McLaren bosta šla dosti bolj varno v to, bo Red Bull zelo agresiven naslednje leto in bomo videli, no, predvsem z vzdržljivostjo, kako bo šlo. Kar se pa tiče hitrosti, šasija Red Bulla je najboljša v Formuli 1, boljša od Mercedesove in Ferrarijeve, ampak manj kot teh 50-60 konjev se pač pozna, ne? Tako da na tistih stezah, kjer pač tega manjka ni, je Red Bull spredi. Tako da bomo videli. No. Jaz vsekakor pričakujem kakšno zmago za Hondo drugo leto. No. To bilo že lepo, ja. Ja. Honda, ki jih je toliko dobila po betici zaradi tega fejla pri McLarenu, no. Pa čeprav še vedno ni čist jasno, kdo kaj, ali pa je jasno, kdo je bil kriv, pa zakaj je to. Mislim, vsak sigurno ima svoj del krivde, no, zakaj tisto ni laufalo tako, kot je bilo pričakovano. No. Ja. Ne, to sem hotel reči, oziroma vprašati, no, pa to meni nikoli ni bilo tako jasno, no, še zdaj mi v bistvu ni, pa smo se doskrat tem pogovarjali, recimo, koliko je tudi dovoljenih nekih sprememb, kar se šasije tiče pa teh stvari, veš, kakšne so tudi ta prostor za manever znotraj tega, ker obstaja neke pravila, dimenzije, ne vem, teža itak in tako naprej, ampak kaj si tu lahko? Ja, lahko si velik. Določen dizajner privošči, veš, mislim, ker tako en tak laik, ko gleda, se ti zdijo skoraj vsi iste, sem da je barva druga, ne, ampak ko greš malo detajle, pa vidiš, da je kar precej detajlov, razlika med Red Bullom, recimo Ferrarijem pa Mercedesom že, ne, najboljšimi 3. Ja, predvsem je treba razumeti, da gre za koncepte. Ne? Če bo Ferrari neki našraufal na svojo šasijo, ni rečen, da bo to zdaj delal pri Red Bullu. Gre za koncept, kako dirkalnik deluje in kako je ravnotežen. Zdaj, kaj je predpisan strani Formule 1? Definitivno elektronika, se pravi, vsi dirkalniki imajo enako elektroniko, ki jo FIA nadzoruje, potem pneumatike so enake. Teža dirkalnika je določena, ne? In to je pa v bistvu tudi to. Zdaj, to so Kaj pa kakšne dolžine pa širine pa te stvari? Po dolžini ni neki omejen, po širini pa je. Tako da nekateri dirkalniki imajo daljšo medosno razdaljo, nekateri krajšo.
To pa ni smelo, da so vsi isti, potem, da imajo vsi isti, veš, te medosna pa vse, da širine je določena, pa na tem pa lahko ti gradiš, kar hočeš. Ne, to ni še toliko stok serija, no, čeprav... Počas bo. Ja, upam, da ne, no, ker pač neke razlike vse morajo biti, no. No, čeprav po drugi strani bi si pa skoraj želel, da so vsi isti, da dejansko lahko dobiš tistega najboljšega dirkača. Zato, ker se mi... To ta Američan v tebi govori več. Ja, točno to, Anže. Ker prevečkrat se mi zdi, da ko gledam, pa si mislim, ok, Lewis Hamilton, super, zmaga, najboljši, ampak, če bi bil, pa recimo, ne vem, Ricardo v njegovi poziciji, bi bil tek prvak letos, a veš, verjetno bi bil. Ja, se ne bi kaj dosti spremenili, ne? Ljudje imamo skozi to upanje, da kaj bi bilo drugače, pa ne vem kaj, ampak v osnovi vsi pozabljamo, da v bistvu vse imamo, F3 pa F2, to sta dve stok seriji, ampak tudi tam se izdvoji, sam so dirkalniki čist glih, pa pol spet niso, zato ker nekateri inženirji so boljši in znajo malo boljši avto nastaviti. Nekaterim dirkačom pač ustreza en način vožnje, nekaterim drug način vožnje, nekateri vozijo malo bolj okrog, nekateri pač malo bolj agresivno in ne morejo voziti vsi po isti ternici, pa od njih pričakovati, da bomo zdaj dobili najboljšega. Ne? To ne gre. In že tam vidimo v F2, koliko je pač nekih razlik. In v Formuli 1 so samo še večje. In tle Ecclestone je pozicioniral Formula 1 kot glamour, kot nekaj najboljšega, kar motošport svetu lahko da. In tle se vpletu še denar. In meni osebno je v redu, da so te razlike, no. Ker imamo te nižje serije, kjer se vse vidi. Ej, kaj je bila pa zadnja tista grozna nesreča, ko smo se menili lih v naši grupi? Kje je bilo tisto? Dis je bilo v Makau. Kaj je bilo to za eno tekmovanje? Je bilo formula, ni bilo formula E, a sem prav rekel? F3. F3? Ja. Anže, si videl tisto? Nisi verjetno zasledil? Ne. Bomo dali link zraven. Ja. Mislim, ena taka grozna sreča, kjer tako zelo uvinek počasi pele, pa naenkrat tako enega po zraku dobesedno prenese, tako bom na polno. In sem jih hotel reči, to sem hotel zdaj, ko smo se te aerodinamike, pa te razne, pa te preko so menjali te brzine, pa tako naprej. Da šele, ko greš v živo pogledati, ko vidiš tisto hitrost, šele malo doživiš, hočem povedati, da takrat šele doživiš to pravo brzino, pa to pravo silo, ki jo vleče ena taka mašina. No. Ja, definitivno. Ja. Mislim, po televiziji je pač vse enako približeno, ne, ampak ko priješ na dirkališče, pa so razlike, tudi vidiš, kako se dirkalniki vozijo zelo drugače in se mi zdi, da tam se... Ne, jaz se kar malo napalim, ko prijemo tja, se spomnim, ko prijemo prvič tja do ciljnega ravnine, tam recimo na Madžarskem, do prvega ovinka, ko čuješ tisto mašino, pa kot piči res tisto 300 na uro noter ovinek. Tam začnemo kar skakati, se spavičem, pa se začnemo kar butati, kako nekaj največje budale, da imaš. Pa se usedemo, pa tako McLaren zadnji, pa jaz to grem poklapan domov. Ampak pol dobim golaš, pa je vse v redu. Evo, to je ta glavna dva, Ferrari pa Mercedes. V bistvu Ferrari letos dolgo časa je bil blizu, na neki točki je kazalo, da bo mogoče Sebastianu Vettelu celo uspelo, da bo prvak na koncu, tako sem prej rekel, na dolgi rok, vseeno ne, se mi zdi, da je imel, na tak feeling sem imel, kot da je imel Mercedes vedno kakega jokerja še, pa asa v rokavu, no, da ga je potegnil v pravem momentu, da so pa naredili dodatni preskok, ko je Ferrari že mislil, da jih je ulovil. Kako si ti gledal letos na ta battle med Ferrarijem in Mercedesom? No, pa lahko oboje hkrati malo pokomentiramo, da ne moramo ločiti ene pa druge ekipe. Ja, predvsem Mercedes se je združil kot ekipa in so jo tako izpostavili. Mislim, da mi smo bili na Madžarskem, ko so v bistvu takoj, ko sem že med dirko nekako rekel, da so žrtvovali Bottasa. In v bistvu toliko zgodaj v sezoni niso oni še nikoli žrtvovali nekoga taktično, samo zato, da bi, ne vem, drug voznik dobil. In to je že nek pokazatelj bil takoj, kam moštvo mer. Bottas je hiter voznik, ampak ne na dovolj stezah, se pravi, ima pa tistih par stez na leto, ki je konkurenčen Hamiltonu, na večini pa ni. Ne? In enostavno je pač postavljen kot dvojka, oziroma kot tisti dirkač, ki pomaga. Medtem ko pri Ferrariju so bile te taktične odločitve kar malo čudne včasih in pa predvsem tudi Vettel s svojimi napakami. Letos jih je imel kar nekaj cvetke. Ja, cvetke, odstopi in tako naprej. To je pač na tem nivoju je nedopustno, ker pač Hamilton trenutno ne dela nobenih napak. S tem, da zdaj, če pogledamo Kim je danes odstopil na dirki, ni prišel niti do konca. Pa je vsem prehitil Bottasa v skupnem seštevku, kar nekako
pokaže ta duel drugovrščenih dirkačev v moštvu, vedno nekako nakazuje, kako je šel dirkalnik. Ne. In Kimi se je s tem dirkalnikom zelo dobro pelil in Vettel bi mogel enostavno več iztržati, pa ni. Tako da Hamilton je odpeljal par vrhunskih dirk in tudi moštvo mu je zelo pomagalno, zelo malo taktičnih napak so naredili. Vovel se je letos zelo izkazal, tudi danes, brezhibno. Ne. Tako da to je zelo težko za Ferrari, ki je pa nekako doživel razpad. Ne. Ker oni so imeli zelo dobro simbiozo Kimija pa Vettla, sta dva zelo redkih prijateljev v Formuli 1. Vettlu se je Kimi prikupil takrat, ko je prišel v Formula 1, je bil Kimi praktično edini, ki z njim govoril, ki je imel več in sta postala pač kolega. Tako da zdaj v teh letih moram reči, da sta postala zelo super kolega in ni imel nobenih težav in vse je bilo v redu. Tako kot je recimo zdaj pri Mercedesu. Naslednje leto, ko sem poslušal Leclerca na podcastu Formula 1, je gladko povedal, da nima nobene pogodbe za eno ali drug položaj v Formuli 1 in da je vse odprto. Tako da kaj se bo zgodilo? Naslednje leto Hamilton, Bottas, razmerje poznamo, se pravi Hamilton bo lovil 6. naslov. Bottas mu bo ščitil hrbet, kako vedno do zdaj. Absolutno. Ja, absolutno, ne bo mogel biti nič drugače. Leclerc pa Vettel bosta se pa udarila, ker enostavno ni pozicije 1 v moštvu in bomo videli, kako hitro bo to šlo. Leclerc je zelo hiter, tako da Sebastian Vettel bo zelo na prepihu. In nekako imam v mislih tole sezono 2014, ko je Ricciardo povozil Vettla v Red Bullu. Takrat sem bil jaz celo na tisti dirki v Monci, na tistem ovinku Rodžija, ki je naredil tisti double move. In, ne vem, se mi zdi, da bo imel Vettel ogromen težav, če se ne bo sestavil, ker tam je res hiter, res. Ja, in to je zdaj boš spet rekel, da Američanom meni to govori, ampak jaz bi si želel, da teh stvari ne bilo, da en ščiti hrbet, oziroma če že je pol, da bi recimo vsaj pred boljših 2 Mercedes pa Ferrari oba druga voznika to delala. Zato sem večkrat se zabal, da sem rekel, da mi je Valtteri Bottas, da mi je najbolj antipatičen, ker bil je tako prav, si prav predstavljam po tistem njihovem radiju, kao, Valtteri, zdaj se pa prosim umakni, da bo šel pač Lewis mimo, pa tako, ok, ja, seveda, pa tako lagano, pač ne lik tako direktno, pa tako nazorno, ampak v tem smislu, in sigurno je Lewis prej prišel do naslova, čeprav je verjetno bi bil vsem lahko na koncu prvi, ampak je prej prišel pa lažje, ravno zaradi tega, ker je imel Valtterja zadnji, ki mu je tako kot en sužen čisto stvari pred njim pa blokiral ljudi oziroma dirkače za njima. In to je mene doskrat zmotilo, ko se mi je zdelo, da je bil mogoče, pa ne bo rekel neopravičeno, ampak škoda, da je malo pokvaril ta feeling s tem, ko je bil Lewis na najvišji stopnički, zraven pa tisti bogi Reves Bottas, ki bi v bistvu lahko bil tam, pa ni, ker je pač ekipa rekla drugače in on se s tem strinja. In tu malo respekta zgubi. Pri meni on, ne vem. Jaz sem vedno te stvari malo tako gledal. Zdaj, Mercedes je imel možnost, ki je Nico Rosberg nehal tako čez noč pripeljati Hamiltonu pač dostojno konkurenco, kot je Nico bil. Ampak se je Toto Wolff odločil, da bo imel Reimer. V končni fazi vleče 1800 ljudi za sabo, pa skoraj 500 milijarde proračuna in ne vem, mogoče malo lažje imeti nekoga, ki ni tako konsistenten, ker Bottas je hiter voznik, tle ni dvoma, sam enostavno je 20 stez, 21, pač kolikor je leto in to je toliko različnih načinov vožnje, toliko različnih stez in občutkov in vsega in tle Bottas ni dober. Zdaj, kar si pa govoril o teh zadevah, da se to na stezi vidi, te stvari se dogajajo izven steze, tam se mora dirkač pozicionirati, recimo prvič, ko pogodbo podpisuje, recimo Bottas, ki je podpisoval letos pogodbo, si lahko mislimo, kaj je podpisal, po drugi strani pa Leclerc absolutno ni podpisal dvojke, tako da to je en boj, ta političen boj, mogoče tle bi znal Alonso zelo veliko povedati. Ja, ampak tule Alonso bi znal, ja. Ampak tule hočem reči, da pač
mogoče malo popušijo navijači zaradi tega, no, ker v bistvu ne dobiš tistega pravega dirkanja, kot si sam rekel, je že zmenjeno prej, je že zmenjeno v boksih ali pa že prej s pogodbo in tako naprej. In tu pač ne dobiš tistega pravega na stezi, ko bi ga v bistvu kot nek fan pričakoval, da se bo ta dva udarila tudi znotraj ekipe, ne, in šla res veš, guma do gume, ne, pa se to žal redko dogaja, no, oziroma saj jaz se ne spomnim teh duelov, tistih bo še veliko bolj kerim, no, ko so se znotraj ekip. Ja, nazadnje je bil pač Rosberg, je pač tudi povedal v svojem podcastu, ne, kako je v 2016 prišel v Hamiltonovo glavo noter, ne. Enostavno je, ne vem, shujšal za, ne vem, še dirkači ne smejo preveč hujšati. Ampak Rosberg se je vseeno odločil, da bo še malo shujšal za 2 kili in to je na določenih stezah, na tistih, ki so sledile, pomenilo 2 do 3 desetinke in točno to, ki je bil hitrejši od Hamiltona. In Hamilton ni upal več hujšati, zato ker lahko pride telo v stres in ne da več tistega, kar daje in je šlo pol sezone preden je Hamilton prišel sam do sebe. Skratka, to so te mentalne igrice, ki se grejo v zadje, a ne? In je ta dvoboj Hamilton-Rosberg je bil zelo dober in je dal tudi pač posledice, ne, ker zdaj sta v bistvu bolj skregana oziroma sta kar oddaljena. Ne. Tako da bomo videli zdaj, kako bo to delovalo. Zdaj, en problem je recimo Alonso, ne. On je tipičen voznik, ki zaduši svojega sotekmovalca v moštvo, ne. Ki čist ga zaduši, ne. In potem vidimo, kaj super Alonso in pa moštvo, ki pač se lahko čist zgubi. Se pravi, pa ne zdaj, da je Alonso kriv, da je McLaren šel tako slabo ali pa ne, da je pri Ferrariju prišlo do vsega tega, kar je takrat v 2014. Ampak ta agresija onemogoča dvojni razvoj, ker moštvo rab alternativni razvoj. Oni ne vejo, ne vem, ali bi mogoče to boljš delovalo, ali bi ti zdelovali, testiranja so omejena. In včasih se vse testira in zdaj, če imaš ti samo enega dirkača, druge pa daleč zadaj, to pogosto ne pomaga. No. Tako da, ne vem, bomo videli. No. Jaz se pravim, Hamilton vsekakor ne dela napak, nobenih napak, voz zelo lepo, praktično tak, kot je neprebojan in ga bojo zelo težko zrušili. No. Ampak vidim to v Leclercu, pri Ferrariju. Ferrari letos za moj okus je imel celo boljši dirkalnik od Mercedesa, saj s to dvojno baterijo, ki niti ni dvojna, ampak so jo nekako tehnično porazdelili na 2 dela. Tako kot sem prej rekel, kad dirkač spusti zavoro oziroma gas, se začne v bistvu baterija polniti z energijo, pridobljeno zaviranje in pa drugo z tega z turbopolnilnika in oni so v eni bateriji dali to na pol, na 2 dela in nekako ne dobili ven več moči. To niso, ampak lahko so baterijo bolj učinkovito uporabljali. In videli se je, no, da na nekaterih stezah so imeli absolutno to dinamiko nad Mercedesom. Mercedes ni mogel nič. Mercedes je imel še s sabo dosti težav s temi pneumatikami in pol na koncu pač se ni išlo, ne, predvsem zaradi Vettla letos, po moje. No, tako. Ja, pa bomo kar nekaj pritiska na njemu naslednjo sezono, da se res pokaže. Ja, Vettel je zelo pod pritiskom in mislim, da bo tudi leto, no, če ne bo drug let kakšnih posebnih rezultatov. No. Ne vem, bomo videli. No, nočem nič. Tudi Alonso je bil malo zloben, zdaj sem videl, ker so ga spraševali, kaj bi bilo, če bi on zdaj pri Ferrariju, pa ne bi bilo rezultatov, ne vem, neko tako čudno vprašanje prišel. In je rekel, ja, to bi se zgodilo, kar se je zgodilo s Vettlom pa s Kimijom. Se pravi, pač dobesedno, ne, Vettla so dali na prepih, to je hotel povedati, Kimija so pa vrgli ven. Ja. Za na konc mi mogoče malo povej, če bi mogel zbrati enega od te nove generacije, za katerega vidiš, da bo imel najbolj svetlo prihodnost. Recimo, ne vem, Ricardo, Verstappen, Leclerc, ki si ga parkrat omenil, Sainz, te novi, ki so zdaj mladi, ki prihajajo, da če vštejemo te, bom rekel, zdaj že izkušene, starejše, pa te, ko so že bili prvaki, za katerega vidiš, da bo imel najbolj. Pa vem, da je dosti odvisno tega, kje moštvo bo, kako bo moštvo v tistem momentu se razvijalo, pa vseeno, na katerega bi največ stal, če bi danes se mogel odločiti. Ja, Verstappen je zelo napredoval, ne. Letos, na začetku leta je divjal in potem so ga pa umirili. Ne. Dejansko so mu pač tudi povedali, da če odkud dirko, da ga bojo menjali. In od takrat naprej se je v bistvu kar nazaj potegnil, čeprav v zadnji 2 dirki ful slabo, ne. Tam v Braziliji čist na glavo mimo Kona, oziroma oba Kona, pa tudi danes, mislim, pač kolo na kolo. Mislim,
to ni potreben in tak dirkač, ne vem, koliko bo uspešen. Saj bo dobil tiste svoje naslove ali karkoli, ampak zdaj prav nek velik, ne vem, zdi se mi, da bolj ne. Ocon ima zelo zanimivo življenjsko zgodbo, ne vem, če kdo ve, ampak da je on prišel v Formula 1, so starši prodali celo hišo, živeli so v Prekolci in taki ljudje imajo zelo veliko moč in zelo veliko željo, no. Tako da njega je potem pod okrilje vzel Toto Wolff, tako da Wolff mislim, da ne vem, zdaj odvisen spet od Hamiltona pa tako naprej, ampak če bi ga uspel pritisniti na prvo pozicijo, Ocon je hiter, no, tle ni dvoma in to zelo dober voznik, Gasly isto, ampak jaz osebno bi mogoče kar na Leclerca, no. Leclerc je pač isto, ne, imel neko težko življenjsko zgodbo, oče mu je umrl na poti v Formula 1, Jules Bianchi, ki je bil njegov nadomesten, ne oče, ampak ne vem, mentor ali kakorkoli, je tudi umrl v Formuli 1 in tam malo je pač, če ga pogledamo, čez te serije šel kot prvak ven in tudi letos recimo je deklasiral Ericssona, tako da Leclerc se mi zdi zelo, zelo velik potencial, no, tako, dosti bolj umeren kot Verstappen, no, tako. Cool. Moče za 5 let naredilo novo, veliko, ko si imel prav. Vse narobe. Ja. Za na koncu sem te hotel vprašati, recimo vedno, ko smo šli na te dirke, sem videl, da nosiš s sabo fotoaparat, no, in delaš tudi vrhunske slike. Odkje je ta žilica za to slikanje? To sam iz formula, a je formula razlog za to slikanje oziroma fotografiranje ali obratno? A veš, kaj mislim? Ja, zdaj pač Formula 1 je nekaj, kar ne bom nikoli vozil, ne. Ampak lahko vedno sem gledal. Lej, nikoli in reči nikoli. Life je nepredvidljiv, stari. Ja, absolutno. Kaj pa, če te kdaj unga tu siterja povabijo, da greš nekako kola. A ja, pa nismo rekli še, sajt je fanatic1.net, ne? To smisel na koncu zdaj reči. Ja, ok, pač to, zdaj, ki še o slikah pogovarjamo. Ja, ok. Ja, zdaj fotografija je pač nekaj tisto, kar lahko isto hobi, no. Oboje imam za hobi, oboje raste z mano in fotografija in Formula 1, tako da ja, spremljam tudi fotografe pač v Formula 1 in tako da kadar gremo na dirke, ja, to si res želim, ne, ta fotopes dobiti, da bi prišel malo bližje in tako lahko z kakšnih pravih pozicij to posliko, ker zdaj zaenkrat ne, je to vse neki čez dvojno varnostno ograjo in tako naprej in pri teh hitrostih je to zelo pač ne. Ja, sam ti rade res dobre slike, no, se spomnim pol zvečer, vedno jih daš na laptop, pa si prav podajamo okoli mize, pa gledamo, pa ti tako res cool rade, no, jaz sicer se ne spoznam na fotografijo, ampak enih par je prav takih, tako kot blizu dobro jameš, ker je v bistvu s prostem očesom ne moreš teh detajlov videti, ne, veš, in pol pa v bistvu to sliko v bistvu jameš je res cool, no, tako da. Ja, hvala, no, se pravim, no, pač to zelo rad delam, tako da bom v bistvu vsekako v prihodnosti imam pač ta cilj, to je eden izmed ciljev, no, mojih osebnih, da bi prišel čez blizu, čez raven in tudi naredil nekaj boljega, no, kot pa do zdaj, no, tako da. Je pa trenutno pač, koliko je pač omejeno, no, se pravim, ne moreš nekaj preveč zdaj narediti, ne. Od tok daleč, čez dvojno ograjo, pač je res težko, no. Itak se te vedno vidim, ko iščeš najboljše možne pozicije, dokaj se mi tam zabavamo. Ne, hotel sem to reči, ja, tako si ti rekel, Anže, fanatic1.net, v bistvu res cool blog, za vse tiste, ki imate rade Formula 1, pa ki vas več zanima. Ponavadi po vsaki dirki napišeš neko analizo, ogromno imaš nekih ful dobrih komentarjev, ali je to o volanu, ali je to o gumah, ali je to o motorju, ali je to o bateriji. Ne vem, pač se teh različnih stvari se jih lotiš in spišeš skupaj, se mi zdi, da ne sem zato, ker smo kolega, ampak tako zelo zanimivo je brati in zvedeti kako taka informacija za tistega, ki si želi malo več. Pa ful je dobro, da se lahko po dirki nekako greš eno stvar prebrati o analizi od dirke, pa malo z druge zorne kota malo zveš kakšno informacijo več o sami dirki, ki jo mogoče skozi gledanje ali na katerem na slovenskem kanalu, kdo ima TV3 ali to že ima. Ja, TV3, ja. Ali pa na katerem tujem se doskrat zamudijo te detajli, ki so za nekega, da rečem temu fanatika, pomembni, da jih ve, no. Tako da še naprej ti želim ful dobro, oziroma veliko sreče s tem blogom, ki ga pišeš pa sotrnjo, ker je res nekaj, kar se mi zdi, da pri nas zelo rabimo, no. Tako da okay, najlepša hvala, no, se pravim. V imenu ostalih fanatikov F1 v Sloveniji, thanks za to, no. Hvala. Ja, Anže, za na konc,
Izvolijo. Dajte kakšno oceno temu podcastu v iTunesih, to bom najprej rekel. Sicer smo tudi na Twitterju, afna podrobnosti, počrtaj si, pa aparatus je tudi afna. Aparatus počrtaj si in pa seveda podpri.si, ta podcast je zastonj, prosim, ne vem, nekaj moram reči, ker to ponovadi pižanc počne. Drugač pa, kje si pa na Twitterju, da nam sam bloga omenjali, ne? Kerim vodnik, no. Sej tweetam niti ne tok, ampak lahko bi začel, ampak trenutno bolj ta blog, no. Ok. Boki, kje si pa ti na internetu? Boki nahvar, to je to. Odlično. Svugde, ni da meni. Posod, tudi na papirju, ja. Jaz sem tudi posotan ZT, tako da mi da bo rekla adijo, tako da adijo. Adijo. Boki bo pa rekel. Srečno, pa ne za večno. Ne more. Še zmeraj je dobro.